Imeli smo fantastičen odnos, sodelovali smo pri mnogih poslih skupaj. Zelo sem vesel, da smo podpisali pogodbo, vse je podpisano. Ožina je že delno odprta. Kot veste, iščejo še 2 mini, ki so ju že našli. Ampak v bistvu ladje že začenjajo izpluti. V petek bo popolnoma odprto. Z Iranom smo se zelo dobro razumeli. Zdaj je drugačen nabor voditeljev. Kot veste, je prva skupina odšla, druga skupina je odšla. In ugotovili smo, da je tretja skupina zelo pametna, močna, zelo pametna, ampak na koncu smo sklenili dogovor. Slabo sem se počutil, ker smo morali 2 noči zapored znova napasti. In mislil sem, da bo še tretjič, ampak smo uspeli, preden se je to zgodilo. Ampak mislim, da se bo na Bližnjem vzhodu zdaj zgodilo veliko dobrih stvari. In kaj je zelo pomembno, cena nafte močno pada. In borza danes raste kot raketa z rekordnimi številkami. In nafta je doživela največji padec doslej in smo pri zelo nizkih številkah. Še nismo povsem nazaj, Kevin, v tistem obsegu, ampak se približujemo številkam, ki smo jih imeli, preden se je vse začelo. In glavna stvar je, da Iran ne bo imel jedrskega orožja. S tem so se popolnoma strinjali z močnimi nadzornimi pooblastili in ne bodo imeli jedrskega orožja, kar je bil tudi glavni cilj, saj bi ga verjetno uporabili, če bi ga imeli. Tako smo imeli 2 velika trenutka, ko so prekinili JCPOA, to je bil Obamov dogovor Baracka Husseina Obame. In ko so to prekinili, je bilo zelo pomembno, ker je vodila do jedrskega orožja. To je bil grozen dogovor za Združene države. To je bil dogovor, kjer je bilo Iranu danih na milijarde dolarjev. To je bil dogovor, kjer je bilo 1,7 milijarde v gotovini, naloženih na Boeing 7, no ne 777, ampak 57, mislim, kaj ne? Ampak bilo je naloženo na velik čudovit Boeing 757. Iskreno povedano, potrebovali bi Boeing 747, ker je bilo res veliko gotovine. 1,7 milijarde so vzeli iz bank in jih dali Iranu. In poleg tega je bilo porabljenih še več 10 milijard dolarjev. Torej so jih poskušali podkupiti, da bi sklenili dogovor, pa to ni uspelo, nikoli ne uspe. In mi smo opravili odlično delo. In upam, da bo to dober odnos in da se bomo dobro razumeli. In če se ne bomo, se vrnemo na začetek. Ampak mislim, da to ne bo potrebno. Dogovor z Iranom, ki smo ga sklenili, bo prinesel veliko uspeha svetu, ker je bila nafta tam nekaj časa res blokirana. Občasno me je poklical, da je kodejno, prosim. Pojdimo k cenam nafte, ampak cena nafte močno pada, zato sem zelo počaščen zaradi tega. Bi se ti zahvalil za tvojo pomoč, veš, vedno si bil pomoč. Mark, pravkar si slišal, kako je predsednik ZDA izjavil, da ima dobre odnose z novimi iranskimi voditelji. Kaj potem ta trenutek nakazuje glede možnosti, ki se zdaj odpirajo med Washingtonom in režimom? Mislim, da ne bo veliko medenih tednov. In kar se je v bistvu zgodilo, je, da obstaja začasni dogovor za odprtje ožin, in prava pogajanja se šele začenjajo. In v 60 dneh naj bi Iranci, po ameriškem mnenju, naredili resne koncesije glede vsebinskih vprašanj, posebej in izključno osredotočenih na jedrski problem. In tukaj mislim, da so mnogi Izraelci in verjetno tudi mnogi Američani skeptični, ali bodo Iranci dejansko prevzeli pobudo, če bodo lahko naredili te koncesije. In ko smo pravkar slišali predsednika reči, še ne bo stvari, ki bi omogočile dogovor. Z drugimi besedami, če Iranci ne bodo pripravljeni resno pristopiti k koncesijam, pravi, da je pripravljen znova iti v vojno. Zdaj je veliko Izraelcev ciničnih. Pravijo, da je morda obstajala možnost dogovora, ko je bila tam ameriška vojska, da bi udarila po Irancih, morda bi jih to prisililo k popuščanju. Če bo ta vojaška grožnja dejansko odstranjena, če bomo videli, da se ameriške sile v regiji umikajo, bodo imeli Iranci sploh kakršnokoli motivacijo za sodelovanje in dejansko popuščanje glede svojega jedrskega programa. In odgovor na to vprašanje še ni znan.
Še ena stvar, ki ste omenili v uvodu, predsednik je večkrat rekel, da morajo najprej izpolniti pogoje, potem pa lahko dobijo nekaj gospodarskih koristi. Veste, nekaj denarja bodo dobili. In koliko razumem, je bil glede tega zelo resen. Na začetku ne dobijo ničesar. Torej, ko odprejo Hormuško ožino, ko odstranijo mine, ko se začne trgovina, jim bo dal kaj malega. Ali bo počakal na nekaj glede jedrskega vprašanja, preden dejansko omili sankcije? Trdil bi, da če želite doseči ta dogovor, za katerega pravite, da ga želite, gospod predsednik, je pomembno, da ohranite vso pogajalsko moč. In on to ve bolje kot kdorkoli drug, ker je, veste, mojster sklepanja poslov. Ampak moral bi obdržati vso svojo pogajalsko moč. Z drugimi besedami, svoje vojaške sile bi moral obdržati na tem območju, pripravljene, da napadejo, če bo potrebno. Ohraniti bi moral gospodarski pritisk, kolikor le lahko, in potem bo morda dobil dogovor, ki si ga želi. No, ko gre za ta vojaški pritisk, bi rada povabila še eno gostjo, da nam poda nekaj vpogleda. Z nami je Van Hip, predsednik podjetja American Defense International Incorporated in nekdanji namestnik pomočnika sekretarja ameriške vojske. Van, kakšen vojaški pritisk bi morajo po vašem mnenju Združene države ohraniti med temi pogajanji? Kaj lahko realno zapusti regijo in kaj mora ostati, da zagotovimo, da Iran ostane na poti in nadaljuje s temi pogovori? Ja, odlično vprašanje. Mimogrede, mislim, da je namestnik predsednika vlade Luksemburga, Xaver Bekele, to najbolje povedal. Do petka je še dolgo. In veste, mislim, da je bil predsednik Reagan tisti, ki je naredil star ruski pregovor slaven. Zaupaj, a preveri. In glejte, vemo, s čim imamo opravka tukaj. Vemo, da temu režimu ne moremo zaupati. Zato gre vse za preverjanje in inšpekcijo. Naredili je nama vtis Rafael Grossi, direktor IAEA. On je bil tisti, ki je resnično sprožil alarm, da so Iranci februarja spet počeli nekaj slabega. Kar se tiče IAEA, ena stvar, ki je nismo naredili leta 2015, mislim, da moramo tokrat na tem vztrajati. Na teh inšpekcijskih ekipah morajo biti Američani. Ameriški davkoplačevalci prispevajo 25% sredstev za IAEA, dvakrat več kot katerakoli druga država. Na teh inšpekcijskih ekipah morajo biti Američani. In kar zadeva ameriško vojsko, mi dvoma, da moramo ohraniti zadostno vojaško prisotnost v regiji. Torej, če Iranci, kot je rekel predsednik Trump, ne bodo spoštovali končnega jedrskega dogovora, je dejal, da je pripravljen ponovno začeti vojaške operacije. Prepričati se moramo, da imamo v regiji zadostne vojaške zmogljivosti, da lahko na to ukrepamo. Ali zadostne vojaške zmogljivosti pomenijo zgolj ostati na ameriških bazah, ki so v regiji v državah Perzijskega zaliva? Ali to vključuje tudi nekatere letalonosilke, ki so še vedno tam, ter del ameriške mornarice, ki je v Hormuški ožini? Ja, mislim, da je to vprašanje, ki ga bo predsednik zastavil Raisingu Kaneu, našemu predsedniku Združenega štaba poveljnikov, da mu posreduje takšne informacije. Koliko udarnih skupin letalonosilk potrebujemo v regiji v primerjavi s tem, kar imamo zdaj, in v primerjavi z bazami, ki jih imamo. Prav tako moram nekaj povedati o nekaterih naših tako imenovanih zaveznikih v NATO. Zanimivo je videti, kako zdaj mnogi od njih pravijo, in govorim o tistih, ki so se skrivali pod posterjem in so bili popolnoma odsotni v tej operaciji, zdaj pravijo, imamo sile v regiji, želimo pomagati. Mislim, da je predsednik Kennedy rekel, da ima zmaga 1000 očetov, poraz pa je sirota. Mislim, da bi rad videl, da predsednik Trump zdaj pristopi k tem ljudem in reče, odlično, v petek vas moramo videti v regiji. Moramo vas videti, kako pomagate pri razminiranju Hormuške ožine. Dajmo jih spraviti na delo. Kaj pa zalivske države? Ali bomo v prihodnje videli novo strategijo? Videli so ameriško odvračanje in obrambo. Njihove države in vodne poti pa so še vedno izpostavljene napadom iz Irana. Bi lahko zdaj videli, da te države povečujejo količino orožja? Bi lahko celo prišlo do neke vrste oboroževalne tekme v zalivu? Mislim, da je tukaj glavna stvar, Nikol, da je ta predsednik naredil nekaj, česar ni naredil še noben drug predsednik. Govorim o kombinaciji različnih stvari. Če pogledate, kaj je naredil, da bi zagotovil in kakšne korake je sprejel, da bi pomagal zagotoviti, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, če pogledate, kaj je naredil z odborom za mir, nas čaka še dolga pot.
Ampak 25 držav se je že pridružilo Odbor za mir in več držav je že povedalo, da bi prispevale vojake za stabilizacijsko silo, druge, kot sta Egipt in Jordanija, pa so dejale, da bi pomagale pri usposabljanju. In poglejte, kaj je ta predsednik naredil z Abrahamovimi sporazumi. Povedal je tudi, da želi, ko bo to končano, da vse druge arabske države hkrati podpišejo sporazum. Če pogledate te 3 stvari, mislim, da je ta predsednik naredil nekaj, česar ni naredil noben drug predsednik. Trajni mir na Bližnjem vzhodu je postavil za prednostno nalogo. Dal nam je okvir. Bog ga blagoslovi. Kar zadeva Hormuško ožino vanj, nekateri varnostni viri pravijo, da bi lahko trajalo še nekaj tednov, 40-50 dni, preden bodo mine dejansko odstranjene, da bodo zavarovalnice in naftna podjetja resnično prepričana, da lahko varno prečkajo. Kar zadeva vlogo, ki jo bo ameriška vojska verjetno prevzela pri zagotavljanju varnosti prehoda skozi Hormuško ožino, kakšno vlogo vidite pri tem? No, ena stvar, ki je prišla na dan sinoči v intervjuju, ki ga je predsednik dal ameriški televizijski mreži, je bila, da je razkril nekaj, kar prej ni bilo znano. In sicer, kako so ameriške ladje in naša mornarica pomagale številnim naftnim tankerjem pri prehodu skozi Hormuško ožino. In to je močno vplivalo na to, da cene nafte niso višje, kot so. Vendar pa imamo v regiji tudi zmogljivosti za odstranjevanje min. Tam imamo ladje za odstranjevanje min. Ampak tukaj bi se obrnil na zaveznike. Japonska je na primer povedala, da želi pomagati in so bili prizadeti z vidika nafte in energije. Verjetno imajo eno najboljših tehnologij za odstranjevanje min na svetu. Dajmo jih vključiti v delo. Francija pravi, da želi pomagati. Anglija pravi, da želi pomagati. Naj jih vključijo v delo v Hormuški ožini, da pomagajo pri čiščenju in razminiranju Hormuške ožine. Van Hip, lepo, da ste danes z nami na i24 News English. Hvala, da ste delili ta vpogled. Tukaj v studiu bi se rada obrnila na Ariela. Ko gre za Hormuško ožino, smo slišali iz različnih iranskih medijev, da so rekli, da bodo iransko-omanski suvereni sporazum nadaljevali čez Hormuško ožino. Zdaj pa nekateri ameriški uradniki iz Bele hiše pravijo, da vsaj 60 dni ne bo uvedenih nobenih pristojbin za Hormuško ožino. Kaj to pomeni za Iran, ki poskuša ohraniti nekakšen vzvod nad to mednarodno morsko potjo? Ja, Iran je potrdil, da ne bo pristojbin. Zaračunavali bodo pristojbine za storitve. Ime spreminjajo, zato da ne bi nasprotovali Združenim državam Amerike. Očitno vemo, da je to prevara in da bodo poskušali še naprej uveljavljati svojo prevlado nad Hormuško ožino, da bi svojim regionalnim sosedom pokazali, da so oni tisti, ki imajo nadzor. Potem, ko so prevzeli nadzor ali izkoristili grožnjo, ki so se države v regiji desetletja bale. In odločili so se, da bodo prestopili Rubikon oziroma prečkali ožino in prevzeli nadzor nad Hormuzom. To je nekaj, česar se ne želijo zlahka odreči, tudi če Združene države pravijo, da se bodo odpovedale nadzoru. Tako želijo na eni strani pokazati tudi svoji trdi bazi, ki iz razlogov, ki mi niso jasni, protestira proti temu sporazumu. Čeprav je prav to isto trdo krilo IRGC navidezno odobravalo ta sporazum. Kako pustimo to zdaj ob strani? Ne želijo le pokazati, da imajo nadzor nad ožino Hormuz, ampak želijo tudi sporočiti regiji in svetovnemu gospodarstvu, da bodo v prihodnosti sposobni in pripravljeni ponovno uveljaviti popoln nadzor in jo zapreti, kadarkoli bodo to želeli. Želijo tudi pokazati, da so uporabili to apokaliptično karto, hkrati pa, da imajo še eno tako karto, ki jo lahko uporabijo v prihodnosti. Ali to nasprotuje temu, kar pravijo Združene države? Zelo. Ampak spet, moramo videti pogoje dogovora. Ja, zagotovo je to proces, kjer moramo počakati in videti. Ariel Oseran, hvala za te posodobitve.